Spoštovane svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni. Pričenjamo 27. sejo Državnega sveta, ki se je sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in prvega odstavka 30. člena Poslovnika Državnega sveta. Opravičili so se državni svetnik Branimir Štrukelj. Na seje so bili vabljeni dr. Dušan Mramor, minister za finance, magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in pa Zvonko Lah, poslanec Državnega zbora. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 11.3.2015 ste prejeli predlog dnevnega reda, ki je naslednji. Torej, dnevni red, prva točka, odobritev zapisnika 26. seje Državnega sveta Republike Slovenije, odobritev zapisnika 13. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije. Druga točka, pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Tretja točka, predlog zakona o bančništvu, druga obravnava. Četrta točka, predlog zakona o spremembi, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih. Peta točka, predlog zakona o spremembah zakona o gozdovih. Šesta točka, predlog kodeksa ravnanja članov Državnega sveta Republike Slovenije. Sedma točka, pobude interesne skupine negospodarske dejavnosti za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta. Osma točka, obravnava zaključkov posveta, javno naročanje in koncesije, bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši. Deveta točka, obravnava zaključkov posveta, deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije. In deseta točka, obravnava zaključkov posveta, vloga gospodarske diplomacije pri zaščiti in uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva. Ker nisem prejel nobenih predlogov za razširitev oziroma umik, predlagam, da o dnevnem redu najprej glasujemo. Najprej prosim za prisotnost. Torej, ugotavljam prisotnost 30 državnih svetnikov, za je glasovalo 30 in nihče proti. S tem ugotavljam, da je dnevni red bil sprejet z 30 glasovi za in nič proti. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, odobritev zapisnika 26. seje Državnega sveta. Osnutek zapisnika 26. seje Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Ugotavljam, da na podlagi tretjega odstavka 60. člena Poslovnika ni pisnih pripomb na osnutek zapisnika in predlagam, da o njem glasujemo. Najprej prisotnost. Torej, ugotavljam prisotnost 31 državnih svetnikov, 32 je glasovalo za in nič proti. Ugotavljam, da je zapisnik 26. seje Državnega sveta bil sprejet z 32 glasovi za in nič proti. Odobritev zapisnika 13. izredne seje Državnega sveta. Osnutek zapisnika 13. izredne seje Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Ugotavljam, da na podlagi tretjega odstavka 60. člena Poslovnika ni pisnih pripomb na osnutek zapisnika in predlagam, da o njem glasujemo. Najprej prisotnost. Kdo je za? Kdo je proti? Torej, prisotnih je 31 državnih svetnikov, za je glasovalo 31 in nič proti. Ugotavljam, da je zapisnik 13. izredne seje Državnega sveta bil sprejet z 31 glasovi za in nič proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. Zaradi zasedenosti predstavnikov Ministrstva za finance bomo tretjo točko obravnavali takoj, pa se bomo kasneje tekom seje vrnili na drugo točko. Najprej seveda pozdravljam med nami predstavnike Ministrstva za finance, to je gospod Ireno Sodin, državno sekretarko, lep pozdrav, potem Urško Cverbal, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem in pa gospoda Roberta Peteka, sekretarja tudi iz Ministrstva za finance. Lep pozdrav. Predlog zakona je objavljen v poročevalcu Državnega zbora dne 9.12.2014 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog zakona je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Mnenje komisije ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog mnenja Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 17.3.2015. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu mnenja vložite v pisni obliki.
Ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona? Izvolite. Besedo ima gospa Irena Sodin, državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani predsedujoči, spoštovane svetnice in svetniki. Dovolite, da vam na kratko predstavim poglavitne rešitve, ki jih vsebuje predlog zakona o bančništvu. Velika večina rešitev, ki jih predlog zakona vključuje, izhaja iz direktive o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij. Predlog zakona izboljšuje upravljanje bank, saj zaostruje zahteve glede ureditve in postopkov korporativnega upravljanja in poslovnega upravljanja banke. Tako se na primer na novo urejuje delovanje funkcije upravljanja tveganj in jasneje opredeljuje dolžnosti in odgovornosti članov uprave bank. Predlog zakona nadalje uvaja stroge prekrškovne sankcije. Globe, ki jih predlog zakona določa za nekatere najhujše kršitve, sledijo globam, kot jih zahteva bančna direktiva. Le-ta izhaja iz spoznanja, da svoboda upravljanja storitev bankam omogoča, da znotraj Evropske unije izberejo državo sedeža, s tem pa tudi kaznovalni okvir, ki se naj zanje uporabi. Da bi se preprečilo selitve bank v države z manj strogimi sankcijami, je Evropska unija poenotila višino sankcij, ki jih lahko izrečejo bančni nadzorniki. To pa tudi pomeni, da je pri uporabi načela sorazmernosti, ki je eno od osnovnih pravil prekrškovnega prava, potrebno upoštevati značilnosti celotnega območja Evropske unije in s tem velikost dejanja vseh evropskih bank. To pomeni, da sledeč načelu sorazmernosti slovenski banki ne more biti izrečena enaka sankcija, kot je na primer lahko izrečena veliki banki države članice. Predlog zakona ureja tudi dodatne kapitalske rezerve. Poleg najmanjših zahtev glede kapitala uvaja še dvoje kapitalskih rezerv, in sicer varovalni kapitalski blažilnik, ki je določen na enak način za vse banke v Evropski uniji, in pa proticiklični kapitalski blažilnik, ki se določa na nacionalni ravni. Poleg navedenih dveh blažilnikov se uvajajo še blažilnik sistemskih tveganj, blažilnik za globalne sistemsko pomembne banke in pa blažilnik za druge sistemsko pomembne banke. S predlogom zakona se krepi nadzor bank. Predlaga se namreč poostritev nadzornega sistema, ki bo za vsako nadzorovano institucijo na podlagi ocene tveganja zahteval letno pripravo nadzornega programa, pogostejšo in bolj sistematično uporabo nadzorstvenih pregledov na kraju samem, bolj trdne standarde in temeljitejše ocene nadzornih organov, ki bodo usmerjeni v prihodnost. Nadalje se določa, da se pri ocenjevanju tveganj ocene zunanjih bonitetnih inštitucij ne morejo uporabiti kot edino merilo za ocenjevanje tveganj, pač pa je to samo eden od faktorjev, ki se uporablja v procesu odločanja o kreditih. S tem se tudi zmanjšuje moč in vpliv bonitetnih agencij. Predlog zakona upošteva tudi zadnje regulativne spremembe v pravu Evropske unije in upošteva dejstvo, da je pristojnost za opravljanje nadzora nad slovenskimi bankami delno prešla na Evropsko centralno banko. Po našem mnenju zakon pomembno izboljšuje finančno stabilnost in tudi varstvo vlagateljev, zato upamo, da boste predlog zakona podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni sekretarki gospe Ireni Sodin. Sedaj pa, ali želi poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pojasniti stališče komisije? Izvolite. Besedo ima član komisije dr. Janvid Golob. Zdaj,
Mi smo o tem dolgo razpravljali na tej seji sveta, sprejeli močne pobude tako imenovanih kolegov iz Vriskove banke, ki so edina ekspertna skupina, ki se lahko teh problemov dovolj kvalitetno lotila in nam skozi svetnika Vriska ponudila mnenje na posamezne člene, ki jih je cela vrsta, torej od 10, 53, 54 in tako naprej, ki jih smo zajeli v našem predlogu, ki smo ga posredovali Komisiji Državnega zbora za gospodarstvo in finance. Torej, tam so jih sprejeli tudi člani ministrstva, ki so bili na naši komisiji, so pozitivno sprejemali naše pobude. V dokumentu, ki ga imate pred sabo, se nanašajo vse te posamezne alineje, kjer smo zapisali, zdaj, kdo je to bo upošteval na Ministrstvu za finance ali ne, to bo kolegica povedala, ampak tukaj je zbrano precej enih argumentov, ki bi jih vi kljub vsemu lahko poglobljeno preštudirali. In v tej komisiji, najprej Državnega sveta, pa po tej odboru za finance v Državnem zboru sem aktivno sodeloval. To so dolge maše. A ne? In mislim, da so prisluhnili številnim našim argumentom, nekaterim tudi originalnim, ki so strani Državnega sveta prišli. Eden takih je, kateri jurisdikciji podleže gospod Jazbec, a slovenski ali evropski, ali on subjekt evropskega prava, torej Evropske centralne banke, ali odgovoren slovenski državi. To je bila ena taka tudi vmesna točka. Vsekakor je pa s tem našim bankam tako, ne? Mnogo situacij bi nastalo, če bi bilo v njih dovolj znanja, pa bi anticipirali situacije, do katerih pride. Ne, da pol post festum rešujemo, kar je nekvalitetnega nastalo. Nastopilo je tudi vprašanje zdaj, ko imajo banke dobiček. Če so državne banke, a ta dobiček gre državi ali ostane v bančnem sektorju za, rečemo, za dobro gospodarjenje za naprej. Ampak po 5 milijardnem vložku v državne banke se človek vpraša, da imate 60 milijonov dobička, komu pa zdaj to služi, ne? In ob študiju raznih stvari seveda se človek zamisli o pojmu demokracije, ker mi smo tukaj v Državnem svetu, to je organ, ki mora seveda tudi razmišljati na višjih sferah, kaj je to demokracija, pa kaj je to diktatura. V diktaturi se ljudstvo boji oblasti, v demokraciji se pa oblast boji ljudstva. Ampak zdaj pa prehajamo, kaj pa postaja oblast. In od ta istega avtorja, danes, ko sem iskal čisto na drugo stvar na internetu, sem opazil, da je gospod Jefferson razmišljal tudi o tej stvari. Angleško ne bom povedal, ampak bom slovensko preveril. Takole je rekel, verjamem, da so bančne institucije večja nevarnost svoboščinam kot obstoječe armade. In zdaj se lahko nam zgodi, da se v bistvu banke, pa to opažamo ne samo pri nas, ampak tudi po svetu, dvignejo nad obstoječo oblast, ker imajo moč kapitala. Zdaj tudi pri nas vidimo merjenje med državo in med bankam, ali se sploh lahko država vtakne v banko ali ne, ali more zaradi argumentov, ki jih banke prinašajo, samo tiho servisirati z davkoplačevalčevskim denarjem zablode, ki jih banke uredijo. Mi se spomnimo nastopa viceguvernerja Banke Slovenije, gospoda Fabijana, ko je okoli leta 2012, ko so bili že vsi nervozni tam, nastopil na Komisiji Državnega sveta, rekoč, 2009 ni bilo še nobenih slabih terjatev, 2012 jih je pa 30%. Na komisiji smo ga vprašali, kaj pa vmes? A ste vi kaj registrirali, da se vam morajo začenjati prižigati rdeče luči in da to upoštevate? Zdaj, vidite, tle tisto vprašanje anticipacije in opravičenja
relativno visokih plač struktur, ki so v bankah, ali so samo, bi rekel, tam sedijo, ali tudi kaj aktivno delajo in preigrajo situacije, ki so lahko jutri nevarne za državo. In to se nam je zgodilo. Novi časi, novi ljudje, novi dogodki. Saj se zdaj spet nekaj nadaljuje v bankah in lahko se zaplezajo v kakšno situacijo. In kolegom, ki pripravljajo zakone iz ministrstva, želimo, da tudi take situacije anticipirajo ali pa pravila, ki take situacije preprečujejo, se kot varovalke zastavite v tale novi zakon. Zdaj, mnogo je stvari, ki smo jih še razpravljali, tukaj jih imate zapisane, jaz vam tega ne bi današnjega časa tratil, da vam to prečitam, ampak to, kar so naredili, predvsem po zaslugi gospoda Vriska, gospoda Binderja, gospe Lahove, je en dokument, ki je državnemu svetu v ponos. Vprašanje pa je, koliko bojo zakonodajna telesa resnično upoštevala. Mi smo se z bankam kar dosti spoznavali, ne? Mnogo ljudi, ki o tem bi rekli, sem amater, si o tem ne smem nič govoriti. Saj to je stvar tistih, ki so tam, danes smo to marsikje presegli. Da nismo samo ljudje, ki sodelujemo na bančnih okenčkih, pa pustimo se to za zaupati drugim ljudem, enostavno lahko rečemo, ni jim bilo za zaupati. In to, da pridejo iz Banke Slovenije na državni svet, ki je očitno edini organ, ki jih loči od sinjega neba, kjer nam poročajo, vprašanje, kakšno je naše mnenje, če ga mi lahko rečemo, nismo zadovoljni, no pa kaj, pa niso bili zadovoljni, ne. Državni zbor tudi kakšne posebne prijema nad njihovim poročilom nima. Ne? In tukaj se zdaj sprašujemo, kje lahko država oziroma njeni organi sežejo v realno dogajanje v bančnem sistemu. Ne? Pri temu, kot sem vam povedal, torej pri guvernerju Banke Slovenije se je že izkazalo, da je rekel, se meni vi nič ne morete, jaz odgovarjam, mene lahko odmakne iz mojega mesta samo Evropska centralna banka. Tako da se naša suverenost, bi rekel, krha na mnogih faktorjih in banke je pa lahko nekaj, kar postane država nad državo. Hvala lepa. Hvala lepa doktorju Janvitu Golobu, državnemu svetniku. Sedaj pa prosim, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, potem odpiram razpravo, ali želijo besede državne svetnice oziroma svetniki. Izvolite, besedo ima državni svetnik Peter Vrisk. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem, spoštovane svetnice, svetniki pa predstavnikom finančnega ministrstva. Janvit Golob je začel v tej smeri, da smo v državnem svetu v okviru Komisije za gospodarstvo kar velike napore vlagali v to problematiko in Banke Slovenije in slabe banke in pač celotnega spektra aktivnosti v tej bančni sferi. Pred nami je en zelo obsežen zakon, ki je po eni strani zelo, bi rekel, za mogoče tistega, ki manj pozna, bo rekel, to je pa zdaj vse napisano od pike do vejce. V praksi, ko se pa srečujemo s to problematiko, pa vidimo, da je še vedno veliko tistega umestnega, ki pa recimo, ko imaš v banki nekaj tednov, 10 do 15 inšpektorjev, ko se srečuje s konkretnimi problemi, pa vidiš, da je še mnogo stvari, ki pa so popolnoma stvar osebne presoje določenih ljudi. Ne? Tako pač je. Ne? In se potem na določenih konkretnih problemih lahko zgubljaš veliko energije in zdaj včasih si odvisno od dobre volje nekoga ali bo neko stvar ocenil tako ali drugače. Ne? Zdaj v glavni smo se v teh zadnjih mesecih ali pa ne vem, leto, 2 leta, kaj se zdaj v praksi z to problematiko ukvarjamo. Glavni problem je pač kako vrednotiti premoženje, ki ga imamo banke pač zelo veliko. Ne? Bila so tista leta, ki se je kupovalo, gradilo in se je to nepremično premoženje kupičilo, prišla je kriza, to je obstalo.
Danes vidimo, da nekaj tega premoženja je realno nekaj vrednega, nekaj takega, kar je bilo tudi špekulativno kupljeno, pa vidimo, da ni vredno praktično nič. In zdaj v tej situaciji je zelo pomembno, kako bojo nadzorni organi, nadzorne inštitucije banki to premoženje priznali. Ti stres testi, ki so bili, in tu se zdaj srečujemo s to situacijo ECB, Banka Slovenije, vlada, kdo je komu podrejen, kdo je komu nadrejen, zdaj Banka Slovenije, pač smo tudi slišali tudi z tega mesta, da je pač samo plavo nebo in pa ECB v Bruslu, ne, tam je pa vlada, ki pa odgovarja za to državo, ne, in pa se postavlja vprašanje, torej pravila postavlja torej ECB do Banke Slovenije, Banka Slovenije postavlja nedvoumna pravila poslovnim bankam, ki ne moremo milimeter levo in desno. Ravno danes zjutraj sem bil že na nekem upravnem odboru, kjer smo več kot eno uro debatirali samo o problematiki najemanja kreditov, ne. In za podjetja in za privat osebe, ne, pogoji so postali takšni, da ko čujemo v medijih, dajte banke kreditirajte, se nobeden ne vpraša, da smo popolnoma odvisni od pogojev, ki da Banka Slovenije. Mimo tega ne moreš nič. Če si naredil kakršenkoli premik od teh navodil, si takoj kaznovan. Torej pride inšpekcija, slabitve, dokapitalizacija in tako naprej. Denarja pa vemo, da ga ni. Zakon bom podprl, na koncu konca so določene zadeve, ki bi lahko bile nekoliko drugačne, bi pa opozoril, da bomo iz tega mesta z državnega sveta in pa z teh naših komisij pozorno spremljali aktivnosti. Zdaj ne bi danes o slabi banki, ampak je izjemnega pomena tudi v tej zadevi, kajti vidimo, da tam so zadeve, imeli smo poročilo tudi na Komisiji za gospodarstvo zadeve, mi smo bili prvi, ki smo v okviru te komisije opozorili na določene nepravilnosti in pol po nekaj tednih se je ta začela tudi odvijati in vidimo, da tudi tisti tuji strokovnjaki, ki jih, ne vem, pri nas je pač tako, ko nekdo tujc pride, je takoj na televiziji, takoj v medijih, takoj dobi medijski prostor in takoj kar reče vse zlato in sveto, ne. Jaz mislim, da pa moramo tudi med nami najti strokovnjake, ki se spoznajo, ki poznajo to našo problematiko, ki lahko mogoče tudi kaj še boljše napravijo, ker vidimo tudi, da ti tujci nas včasih tudi jemljajo kot neko banana državo in potem se temu primerno tudi obnašajo. Sej banalno, ampak bom ponovno spomnil to, da me je zmotilo, da pride izvršni direktor Dupta na komisijo v to hišo, bi rekel, demokracije slovenskega naroda in začne govoriti angleško, glejte. Jaz, ko grem v Bruselj, ni problem. Tu, če ni prevajano, se znajdemo, ni problem, ne. Zdaj pa in potem, da moramo mi tam opozarjati, da želimo, da se tukaj govori slovensko, se mi zdi pa malo preveč, no. To je pa višek, bi rekel, zasmehovanja, bi rekel, naših inštitucij pa te hiše tukaj, ne. Take banalne, nima to veze s tem zakonom, ampak želimo opozoriti, da je tukaj pač funkcija finančnega ministrstva, to boste pač mogli tudi na nivoju, smo tudi ministra Mramorja opozorili, ko je bil tukaj v tej hiši, ne, da bo treba relacije od predsednika vlade, finančnega ministra do pač Banke Slovenije razčistiti. No in Banka Slovenije bo tudi mogla si dati dopovedati, da pač ta vlada je pač tista, ki to državo vodi in ne moreš se zgovarjati samo na to, da če Bruselj nekaj reče, pa temu tako. In tudi to, kaj se je dogajalo z našimi bankami, je bilo, lejte, milo rečeno, ne vem, kaj narečem, ne, ni bilo, veliko napak je bilo storjenih, premoženje je bilo podvrednoteno, torej stres testi, ne vem, zadeve, ki so bile vredne 100 enot, so bile ocenjene na 20 enot, recimo, take ekstremne zadeve, ki so bile katastrofalne, ne. In danes je neka banka bila, ne vem, še toliko dobička, jutri je bila toliko pod vodo, eden od teh predsednikov prav se je tudi, si je življenje vzel, verjetno tudi zaradi takih zadev, ker sem ga osebno dobro poznal, pa vem, da je pošteno delo in tak naprej. Skratka, tu pričakujem tudi, pogrešam pa tudi na teh bančnih zadevah, ki jih imamo kar pogosto, da si malo kdo od bančnih strokovnjakov iz teh poslovnih bank upa kaj reči, ker velja pravilo, kokor se nekdo oglasi, sledi neka sankcija, ne. In tako je tudi dejansko bilo, če plejem Gorenjsko banko, ekipa bila zamenjena, takoj, ko so dvignili glas in tako naprej. Skratka, jaz ne bi želel tu dolgoveziti, ampak mislim, da je tu pomembna funkcija finančnega ministrstva, kot po moji oceni glavnega nekako organa, kljub temu, da poznam pristojnosti Banke Slovenije, ampak treba bo to jasno zadeve postaviti in tudi pač, mi bomo pa tudi po svojih zmožnostih poskušali tudi sodelovati in pričakujemo, da boste tudi
določena naša mnenja upoštevali. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Petru Vrisku. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Miloš Pohole. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Meni se osebno zastavlja najprej vprašanje, kdo je predlog tega zakona sestavljal, ker iz obravnave na odboru državnega zbora je bilo videti, da je kot predlagatelj zakona predlagano bilo čez 80 amandmajev. Predloge oziroma dopolnitve k temu zakonu so dajala Združenje bank. Tukaj slišimo, da so direktive strani Evropske unije, pa me zdaj zanima, ali ministrstvo, ki predstavlja pač v tem pogledu vse nas, piše zakon v dobro državljanov ali v dobro interesov posameznih skupin. Zdaj, ali so to Združenje bank, evropske direktive in tako naprej. Se pa globoko strinjam s predhodnikom, ki je omenil banano državo. Večkrat sem tudi to že omenil, pa še naprej bom to pripovedoval. Kot predlagatelj bi lahko in po mojem mnenju bi tudi moral v zakonu biti zapisani tudi prejemki zaposlenih ali v nadzornih odborih ali v upravah, predvsem bank v državni lasti. Po mojem mnenju smo banana republika, dokler imajo zaposleni v državnih podjetjih višje prejemke od predsednika države. 5-krat, 10-krat, 20-krat, ne vem kolikrat. Moje mnenje je pač tako, da predsednik države bi moral v državni upravi imeti najvišjo plačo in potem vsi za njim manjšo. Če bi bila želja predlagatelja, potem bi v 500 in toliko členih to lahko tudi zapisali. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku gospodu Milošu Poholetu. Sedaj pa ima besedo državna svetnica magistra Marija Lah. Izvolite. Predsednik, hvala lepa za besedo. Z gospodom Golobom, ki je bil poročevalec v matičnem odboru na državnem zboru, sva se dogovorila, da kljub temu damo nekaj pojasnil o poteku same seje komisije in se v diskusiji vrnemo nazaj na zakon o bančništvu. Res je, da državni svetniki posvečamo zakonu o bančništvu veliko pozornosti. Če se spomnite, že v prvi obravnavi zakona smo prosili Ustavno sodišče za presojo določenih pasusov, za katere smo sodili, da niso skladni z ustavo. Prav tako smo tudi tokrat te spremembe in dopolnitve, ki so bile predvidene za zakon o bančništvu, zelo temeljito proučili. Pri tem smo se v osnovi oprli na vse pripombe, ki nam jih je pisno posredoval kolega svetnik Vrisk, in so bile tudi vse te pripombe predhodno posredovane v Ministrstvo za finance. Na sami seji komisije smo dobili odgovore na vsa vprašanja, ki so bila posredovana na Ministrstvo za finance, vse te pripombe, razen na eno vprašanje, in sicer na tisto, ki se je nanašalo na pretok informacij o korektnosti poslovanja v sami banki. Na to pa nismo dobili odgovora iz razloga, ker je bilo pri pripravi pripomb na zakon pravzaprav ta pasus, ta člen nekoliko nerodno razumljen in je šlo v bistvu v tem primeru za znane, ne za anonimne zaposlene v bankah, ki opozarjajo na napake. Tako da smo mi tudi razčistili na sami komisiji glede tega vprašanja. Dve stvari bi rada poudarila, ki sta tu zelo pomembni. In sicer, večina pripomb, velika večina pripomb, da ne rečem skoraj vse, ki jih je oblikoval kolega Vrisk, so bile identične z pripombami Združenja bank Slovenije. To je prvo dejstvo, kar pomeni, da so bile pripombe vsebinsko ta prave. Ta drugo dejstvo pa je, da je pri obravnavi teh pripomb na matičnem odboru državnega zbora, da so bile praktično vse upoštevane.
v amandmajski obliki in so kot take bile v čistopisu, ki ste si ga lahko prebrali v gradivu za današnjo sejo, tudi povzete oziroma pripravljene. Tako da je komisija pravzaprav iz teh razlogov, ki sem jih navedla, se do zakona o bančništvu pozitivno opredelila. Res pa je, da smo diskutirali na komisiji nekoliko širše in se dotaknili, pri čemer je naše mnenje še vedno nespremenjeno, prejemkov članov uprav, predsednikov uprav v bankah, nagrad nadzornim svetom, nagrad upravam, tem letnim nagradam seveda mislim, ker nikakor ne moremo razumeti, da če je država večinski lastnik v določeni banki in če se v zakonu o bančništvu tega področja ne da urediti, da potem vlada z drugimi operativnimi ukrepi, navodili, kakorkoli že temu rečemo, ne uredi tudi tega področja. In na to vprašanje pa se strani predstavnikov finančnega ministrstva nismo dobili ustreznega odgovora, kot odgovor, da to ni predmet in ne more biti predmet zakona o bančništvu. Tako da to so pravzaprav vse to, kar smo pa diskutirali in kar je dr. Golob še prav posebej poudaril, so pa stvari, ki se tičajo ureditve širše bančne problematike in jo bomo na državnem svetu seveda spremljali. Mi smo že imeli posvet na temo sanacije bančnega sistema in na temo vrnitve denarja iz davčnih oaz in očitno zadeve peljejo v tako smer in v take vode, da bo potrebno stvar ponoviti oziroma pogledati, kaj smo na tem segmentu naredili, oziroma česa, zdaj bom pa rekla, namenoma, česa se pa namenoma nismo lotili. Tako, hvala lepa. Hvala lepa, državni svetniki magistri Mariji Lah. Želi še kdo razpravljati? V redu, če ne, potem zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev. Izvolite. Izvolite, Najlepša hvala. Če dovolite, ker sem, če prijete, tam kar ugasnete tisto. Tako je, ker snemamo pa, da imamo potem te stvari urejene. Izvolite, gospa državna sekretarka, gospa Irena Sodin. Najlepša hvala za vprašanja in komentarje. Jaz bi želela najprej v odgovor gospodu Golobu in, kot je rekla na koncu gospa Lah, poudariti, da je bila večina pripomb, ki so prišle iz komisije, dejansko upoštevana v amandmajih. Odgovorila bi mogoče na dve vprašanji oziroma točki, ki jih je izpostavil gospod Golob, in sicer kateri jurisdikciji zapade guverner. Pač mi smo, Slovenija je del evropskega pravnega sistema in ravno tako je Evropska centralna banka tista, pod katero regulativo zapade Centralna banka Slovenije kot neodvisna inštitucija, kar je izjemno pomembno v vsaki državi z vidika vseh mednarodnih finančnih inštitucij, da se zagotovi pač neodvisnost centralnih bank. To načelo je odraženo tudi v več členih statuta Evropskega sistema centralnih bank in pa statuta Evropske centralne banke, ki med drugim določa, da so guvernerji oziroma svet Evropske centralne banke lahko razrešeni svoje funkcije le, če ne izpolnjujejo več pogojev, ki so bili določeni ob njihovem imenovanju, oziroma če so zagrešili hujšo kršitev, pri čemer pa imajo možnost zadevo predložiti sodišču Evropske unije. Veljavni zakon o Banki Slovenije je tako usklajen z evropskim pravnim redom in določa, da je član sveta Banke Slovenije predčasno razrešen, ko Državni zbor ugotovi, da je nastopil eden od razlogov, ki jih zakon o Banki Slovenije določa kot razloge za predčasno razrešitev. Prav tako je določeno tudi, da je zoper odločitev Državnega zbora o razrešitvi člana sveta Banke Slovenije možno sprožiti upravni spor po zakonu, ki ureja upravne spore.
Torej, če povzamem, Republika Slovenija mora pri ureditvi možnosti odpoklica guvernerja spoštovati evropski pravni red. In drugi pomislek gospoda Goloba oziroma vprašanje, ali da bi moral iti dobiček državnih bank nazaj davkoplačevalcem. Mi se s tem načeloma seveda strinjamo, vendar pa, kot vemo, je Slovenija po mnogih letih negativne gospodarske rasti in neustrezne kapitalske ustreznosti bank še v relativno krhkih prvih pozitivnih korakih. Letos je Evropska komisija pred parimi tedni objavila napovedi gospodarske rasti vseh držav Evropske unije in je prvič od leta 2008 ta napoved pozitivna za vse države, ki so članice Evropske unije. Torej, zaradi tega je potrebno v državnih bankah zagotoviti, da bodo le-te prišle do ustrezne kapitalske ustreznosti z ustrezno kvaliteto kapitala in zaradi tega se od bank tudi zahteva, da v nekaj naslednjih letih še ne bodo izvedle izplačil dividend, pač pa bodo dobičke uporabile za krepitev kapitalske ustreznosti in tako nadaljnje ukrepile svoj finančni položaj, kar tudi pomeni, da davkoplačevalci ne bi več plačevali računa za njihovo sanacijo. Če se potem obrnem na komentarje gospoda Populeta. Kdo je predlog zakona sestavil in ali je v interesu davkoplačevalcev ali interesu industrije? To je vsekakor zakon, ki ščiti davkoplačevalce, zagotavlja večjo varnost vlagateljev, zagotavlja bolj varen sistem finančni, da rečem, in vsekakor je to zakon, ki je pa sicer namenjen industriji, ne bere ga vsaka zadnja stranka banke in zaradi tega je vsekakor ta zakon pripravljen v sodelovanju z regulatorjem, z Banko Slovenije. Pri usklajevanju pa smo seveda upoštevali tudi pripombe Združenja bank Slovenije. Gospod Popule je omenil 80 amandmajev, teh je dejansko bilo še več, mislim, da 135, vendar pa se pač srečujemo z zadregami, ker 88 amandmajev je samo nomotehnične narave. Torej smo popravljali zelo male tekstovne popravke, ki na vsebino samega zakona nimajo nobenega vpliva in tukaj smo vedno v precepu med službo vlade za zakonodajo, ki nima nujno ravno enakega mnenja kot zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Tako da to je del, ki ga pač skoraj pri vsakem zakonu naletimo na to nerodnost, da rečem. Kar se tiče prejemkov, poslovodstev in nadzornih svetov, te zadeve so bile ena od stvari, na katere je tudi Združenje bank imelo pripombe, vendar v obratno smer od tega, kar slišimo v državnem svetu in kar smo slišali v državnem zboru. Namreč Združenje bank Slovenije in banke same se niso strinjale z omejitvami, ker se želijo primerjati s tujino, kjer načeloma omejitev ni, vendar pa za banke v državni lasti veljajo vse omejitve, ki izhajajo iz tako imenovanega Lahovnikovega zakona. Mislim, da je to v glavnem so pomisleki, ki ste jih izrazili v današnji razpravi. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni sekretarki gospe Ireni Sodin.
in pa v bistvu prehajam na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona o bančništvu, druga obravnava. Prosim. Prosim najprej prisotnost. Torej, prisotnih je 31 državnih svetnikov, 28 je glasovalo za in nič proti. Ugotavljam, da je predlagano mnenje Državni svet sprejel z 28 glasovi za in nič proti. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in se zahvaljujem seveda prisotnim državni sekretarki, gospe Ireni Sodin, gospe Urški Cverbar in pa Robertu Petku iz Ministrstva za finance. Hvala lepa. Ker imamo tukaj tudi predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nadaljujemo z naslednjo točko. Prehajamo torej na točko 4 in 5. Predlog zakona o spremembi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih, prva obravnava, in pa predlog zakona o spremembah zakona o gozdovih, nujni postopek. Glede na to, da oba predloga zakona obravnavata podobne materijo, predlagam, da opravimo tako predstavitev razpravo o predlogih zakona, kot tudi glasovanje skupaj. To je bilo namreč usklajeno tudi z našo komisijo. Zato najprej seveda lep pozdrav predstavniku Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospodu Mihi Marenču, lep pozdrav, sam trenutek, lep pozdrav in pa nikomu drugemu, v redu. Predlog zakona sta objavljena na spletni strani Državnega zbora o poročevalcu dne 5.3.2015 in 6.3.2015 in sta ju prejeli po elektronski pošti s klicem. Predlog zakona je obravnavala Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Mnenje komisije ste prejeli po elektronski pošti s klicem. Poročilo odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k dopolnjenemu predlogu zakona ste prejeli po elektronski pošti 16.3.2015. Predlog mnenja Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 16.3.2013. Prosim, da morebitne amandmaje predlogu mnenja vložite v pisni obliki. Sedaj pa, ali želi besedo predstavnik predlagatelja zakona? Izvolite, besedo ima Miha Marenče, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik, ekipa, spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, prav lep pozdrav. Jaz bi mogoče uvodoma nekaj besed povedal, zato da bomo lažje razumeli, o čem se bomo potem v nadaljevanju pogovarjali. Namreč Evropska komisija je leta 2010 sprejela posebno uredbo, s katero je želela zagotoviti sledenje lesnih sortimentov v prostoru Evropske unije in dala do leta 2013 čas članicam Evropske komisije, Evropske unije, da v bistvu to uredbo implementirajo. Republika Slovenija se je to odločila, da bo storila preko zakona o gozdovih in sicer bolj poznamo to spremembo pod imenom prevoznice, verjetno ste za to temo že večkrat slišali. To se je zgodilo leta 2013, potem v letu 2014 se je pa zaradi nekaterih napak, mogoče ne tako operativnega sistema, so se zgodile spremembe v samem zakonu. V istem letu se nam je pa v začetku leta zgodil tudi žledolom in se je zaradi tega, bi rekel, predvsem zaradi lažje sanacije slovenskih gozdov poškodovanih po ujmi, ta sistem še poenostavil. Poenostavil se je predvsem v smislu, da je od lastnika gozdov zahteval oziroma predpisoval listino, na kateri spremlja poseg v svojem gozdu, potem pa prevoznice strani prevoznikov ni bilo potrebne, predvsem zaradi hitrejšega spravila, hitrejšega odvoza lesa iz gozdov, da vmes ni prihajalo do težav, če so bila vmes začasna skladišča in potem iz začasnih skladišč seveda se je les vozil naprej do kupcev, kjer v bistvu bi mogla ta sledljivost slediti. Vemo, da je eno leto spravila gozdnih lesnih sortimentov za nami. V bistvu lahko rečemo, da sanacija poteka uspešno, vendar pa še vedno nas čaka približno 2/3
je pred nami pospravila, predvsem se je pa čez zimo pokazalo, da lahko, kar je relativno normalno po taki ujmi, da lahko sledijo tudi težave z podlubniki, predvsem v okolici teh žarišč oziroma v okolici poškodovanih delov gozdov. Zato je pač resorno ministrstvo vladi predlagalo, da moratorij oziroma način, ki se je v tem letu vzpostavil zaradi žledoloma, podaljša za 1 leto. To je bil eden od razlogov, da smo predlagali spremembo. Drugi razlog, ki se nam zdi pa ravno tako zelo pomemben, je pa sledeči. Torej, države članice so seveda to zahtevo Evropske komisije različno implementirale v svojo zakonodajo in Evropska komisija sedaj preverja, kako, na kakšen način in pa kako uspešno smo te zadeve implementirali. In že v sami uredbi je zapisano, da bo 3.12. podano poročilo strani Evropske unije oziroma komisije in zato v bistvu želimo počakati to poročilo, da pravzaprav vidimo, ali je naš prvotno postavljeni sistem primeren ali bojo tukaj potrebne še morda kakšne druge spremembe. Lahko na tem mestu tudi poudarim, da določene države članice so že dobile tako imenovanega pilota, kar pomeni pretožbeni postopek, kar pomeni, da niso ustrezno implementirale Evropsko uredbo v svojo zakonodajo. Zaradi tega se nam zdi, torej zaradi prvega in drugega razloga se nam je zdelo primerno, da podaljšamo sistem, ki ga imamo sedaj za 1 leto. Potem smo poleg tega dodali še 2, bi rekel, bolj tehnični spremembi. Ena je, da se je v tem času, zaradi preureditve carinska uprava preselila ali pa pristojnost preselila pod finančno upravo. To je bil še eden popravek in pa še tretji popravek, kjer smo pravzaprav želeli carinski upravi ne samo, da preveri, ali je sistem skrbnosti, ko les vstopa iz drugih držav v prostor Evropske unije, primeren ali ne, ampak da tudi ugotovi pravilnosti oziroma nepravilnosti in seveda naloži določene ukrepe. Morda zdaj lahko v nadaljevanju, zato da bomo lažje obe točki združili, spregovorim še odločitev, ki je bila sprejeta na odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Torej, odbor je na izredni seji tako predlog vlade kot predlog poslanske skupine SDS obravnaval. S tem, ker je šlo za zelo podobno materijo, s tem, da je predlog poslanske skupine SDS v bistvu predlagal daljše obdobje in skupaj se je odločilo, da bo tukaj predložen amandma državnemu zboru, kjer se ta, rekel, podaljšano obdobje ne bo za 1 leto, to pomeni do 31. aprila, ampak bo v bistvu do konca leta 2016. Te 2 spremembi pa ostaneta enaki, kot sem vam jih predstavil. In s tem, ko je bil v bistvu ta dogovor sklenen, ker ne nazadnje gre le za tehnične popravke zakona, ne gre za kaj drugega, se je predlog strani poslanske skupine SDS v bistvu umaknil, ustavil, kakorkoli to imenujemo. Toliko zaenkrat z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu sekretarju Mihi Marenče, hvala lepa. Sedaj pa, ali želijo besedo predstavniki predlagatelja zakona? Vidim, da gospoda Zvonka Laha ni. Ali želi poročevalec Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pojasniti stališče komisije? Izvolite, besedo ima predsednik komisije, gospod državni svetnik Cvetko Zupančič. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Seveda komisija je na 22. seji 9.3. obravnavala oba predloga zakona, ki sta bila vložena eden za drugim v razliko enega dneva. Se pravi, najprej je vložil SDS, potem pa naslednji dan pa ministrstvo vlada. Gre za enako vsebino, govori o podaljšanju obdobja, kjer se ne bo uporabljala prevoznica glede na interventni zakon, ki je to predpisal za to, da bi se hitrejše saniralo posledice žledolomov v gozdovih
Zakon je to predpisal, da velja do aprila 2015. Seveda, že pred mesecem smo na zbornici dali zahtevo ministrstvu, da je šele 30 do 40% lesa pospravljenega in da ti ukrepi so nujni, če hočemo aktivno peljati sanacije v gozdovih. In seveda ministrstvo se je odzvalo in je dejansko pripravilo predlog tega zakona. Te dva zakona smo na komisiji obravnavali skupaj, ker gre za podobno vsebino, tako kot je sekretar povedal, je bila razlika samo temu pač v tej časovnem obdobju. SDS je predlagal do 2017, vladen pa za eno leto, se pravi do 2016. Potem smo sprejeli sklep na komisiji, da oba zakona podpiramo, da po nadaljnjem postopku na odboru naj se upoštevajo amandmaji, ki bi šli na zakon SDS-a, se pravi, da se upošteva to obdobje 2 let veljavnosti neuporabo prevoznic. Seveda potem je bil pa tako, kot je sekretar rekel, se pravi kompromis in zdaj po tem predlogu, ki gre v nadaljnjo proceduro, je predlog, ki določa, da bo ta datum 31.12.2016. Komisija seveda to podpira in ne vidimo nobenih zadržkov, da naj bi bil zakon podprt in pa sprejet. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku komisije, državnemu svetniku Cvetku Zupančiču. Sedaj pa, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem državne svetnice in svetnika, ali želijo razpravljati. Če ne, potem sprašujem predstavnika predlagatelja zakona, ali želi podati še kakšno dodatno obrazložitev. Najbrž ne, a ne? In torej prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah Zakona o gozdovih, nujni postopek, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prosim za prisotnost. Torej, prisotnih je 28 državnih svetnikov, za je glasovalo 27, proti ni bil nihče. Ugotavljam, da je predlagano mnenje državni svet sprejel z 27 glasovi za in nič proti. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in se seveda zahvaljujem državnemu sekretarju Mihi Marenču za prisotnost v državnem svetu. Hvala lepa. Prehajamo na 6. točko dnevnega reda, to je predlog kodeksa ravnanja članov Državnega sveta Republike. Kako? Ja, bojo. Predlog kodeksa ravnanja članov Državnega sveta Republike Slovenije. Pobudo državnega svetnika Branka Šumenjaka glede predloga kodeksa ste prejeli po elektronski pošti s sklicem 11.3.2015. Predlog kodeksa so obravnavale vse interesne skupine. Stališča interesnih skupin ste prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog kodeksa je obravnavala tudi Mandatno-imunitetna komisija. Poročilo komisije z usklajenim predlogom kodeksa, pripravljenim na podlagi stališč interesnih skupin in poročila Mandatno-imunitetne komisije, ste prejeli po elektronski pošti 16.3.2015. Predlog usklajenega etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije, kot se v usklajenem predlogu imenuje ta kodeks, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem po elektronski pošti 17.3.2015. Prosim, da morebitne amandmaje predlogu kodeksa ravnanja Državnega sveta Republike Slovenije vložite v pisni obliki. Ali želi besedo poročevalec Mandatno-imunitetne komisije? Izvolite, besedo ima predsednik komisije, državni svetnik Branko Šumenjak. Zdaj, ta kodeks je v taki obliki, kot ste ga dobili danes na mizo, pač po vseh prestanih razprava v interesnih skupinah in pa tudi na Mandatno-imunitetni komisiji obstal v takem delu, kot je. To je ta minimalna oblika, ki je še nekako vzdržna in predstavlja nek etični kodeks. Tako da jaz predlagam, glede na to, da je bila razprava široko zastavljena, predsednik, da se o tem samo glasuje, da se ne opravi več nobena razprava v zvezi s tem. Če pa bi kdo hotel razpravljati, predsednik, pa imaš, Bianko, moj predlog proceduralni na razpolago, da
prekineš ta razpravo in da z mojo proceduralno možnostjo s 70. členom ta kodeks umaknemo iz procedure. Hvala. Hvala lepa predsedniku komisije Branku Šumenjaku. Sedaj pa ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, sprašujem še državne svetnice in svetnike, ali želijo razpravljati. Če ne, potem predlagam, da pridemo na glasovanje. Torej, če dovolite samo malo, na glasovanje dajem predlog etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike Slovenije, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Kdo je najprej prisotnost? Torej, prisotnih je 24 državnih svetnikov, za je glasovalo 27 in nič proti. Ugotavljam, da je predlagani kodeks državni svet sprejel z 27 glasovi za in nič proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. Prehajamo na 7. točko dnevnega reda, to je pobuda interesne skupine negospodarske dejavnosti za sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega sveta. Pobudo interesne skupine negospodarske dejavnosti s predlogom spremembe in dopolnitve poslovnika Državnega sveta ste prejeli s sklicem 11.3.2015. Pobudo je obravnavala Mandatno-imunitetna komisija. Poročilo Mandatno-imunitetne komisije ste prejeli po elektronski pošti 16.3.2015. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega sveta ste prejeli po elektronski pošti 17.3.2015. Ker je vložen amandma, bomo v skladu z 74. členom poslovnika Državnega sveta amandma dodelil Mandatno-imunitetni komisiji, ki se mora opredeliti do amandmaja in zato zaradi navedenega prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali na naslednji seji po prijemu poročila Mandatno-imunitetne komisije. Torej, prehajamo na 8. točko dnevnega reda, to je obravnava zaključkov posveta, javno naročanje in koncesije. Bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši. Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance s predlogi zaključkov ste prejeli po elektronski pošti 16.3.2015. Predlog sklepov Državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti s sklicem 16.3.2015. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu vložite v pisni obliki. Ali želi poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pojasniti stališče komisije? Izvolite, besedo ima predsednica komisije, magistra Marija Lah. Torej, kot že rečeno, je Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 20. februarja 2015 organizirala posvet z naslovom Javno naročanje in koncesije in pa z podvprašajem bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši. Zakaj pravzaprav prav v tem obdobju? Odločili smo se, glede na to, da smo že v preteklem letu organizirali v okviru Državnega sveta posvet o javnem naročanju in smo se odločili, da ga letos ponovimo iz razloga, ker je Slovenija ena od držav seveda Evropske unije, ki mora do aprila leta 2016 v svoj pravni red implementirati dve direktivi Evropske unije, in sicer je direktiva o javnem naročanju in pa direktiva o koncesijah, o podeljevanju koncesij, kar je za dobršen del pravzaprav članov oziroma svetnikov Državnega sveta izjemnega pomena, ker se dnevno soočate s to problematiko. Uvodni nagovor je podal predsednik Državnega sveta gospod Mitja Bervar, z uvodnimi prispevki pa so sodelovali naslednji razpravljalci. Mi smo se trudili, da bi v okviru nosilcev referata povabili k sodelovanju vse tiste, ki že danes in tudi ki bodo v bodoče sodelovali pri pripravi nove zakonodaje v Sloveniji seveda. Poleg tega pa smo uspeli pridobiti tudi dr. Manfreda Krafta, to je namestnik direktorja pri Evropski komisiji, in sicer zadolžen prav za področje javnega naročanja.
Na posvetu je sodeloval tudi generalni direktor, torej dr. Šoltes, ki je podpredsednik odbora za proračunski nadzor v Evropskem parlamentu. Milena Basta Trtnik je direktorica družbe Bonorum, z njo smo v bistvu soorganizirali ta posvet, glede na to, da je specifika, mislim, zelo, bi rekla, strokovno zelo specifična in nam je pri pripravi posveta pomagala. Sodeloval je tudi Sašo Matas, direktor direktorata za javno naročanje, Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije in pa z strani gospodarstva Daniel Lamberger, direktor Obrtne zbornice Slovenije in pa gospa Alenka Avberšek, izvršna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije. In zdaj na podlagi uvodnih referatov in pa seveda tudi razprave na posvetu so bili sprejeti naslednji sklepi. Zdaj skupna uvodna ugotovitev je bila, da naj bo zakonodaja, nova zakonodaja jasna in določna. To je vse to, kar pri sedanji zakonodaji pogrešamo. Predvsem pa se je potrebno, na to nas je opozoril tudi dr. Šoltes, izogibati čezmernemu prenašanju vsebine Evropske direktive v naš pravni red. Na drugi strani pa se je potrebno seveda zavedati, da zgolj formalni prevod in pa prenos zahtev iz direktiv tudi ni optimalen, ker dopušča preveč možnosti za raznovrstne razlage, ki pa kasneje omogočajo zelo različne interpretacije. In zato je tudi v današnjem pravnem redu na tem področju pravzaprav pogosto prihajalo do zelo različnih interpretacij problemov. In zato je bilo tudi toliko dejansko problemov na tem področju. Mi smo uvodoma kot državni svet opozorili na nekaj nepravilnosti, ki so v sedanjem pravnem redu, v sedanji zakonodaji povzročile največ težav. In sicer izvedba postopka s pogajanji brez predhodne objave in ne da bi bili predhodno izpolnjeni zakonski pogoji. Druga zadeva, sklenitev aneksov za dodatna dela brez izvedbe predhodnega postopka. Tretja zadeva, nesorazmerna merila za izbor izvajalcev. Potem uporaba neprimerne metode točkovanja ponudb, uporaba strožjih in dodatnih zahtev in pogojev, kot je zahtevano v sami direktivi. Nerazumevanje pomena direktive, pogosto seveda je to tudi problem, pod pretvezo varovanja enotnega trga in pa čezmejnega interesa. In pa seveda tudi visoka stopnja koruptivnosti. To je bilo vse to, kar je bilo že v današnji ureditvi teh dveh področji pravzaprav zelo očitno. Merilo, posebej smo poudarili, da merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe je sicer dobrodošlo, vendar je pri tem treba skrbno pretehtati, ali se bo za posamezne naročnike ali predmete prepovedalo merilo najnižje cene. V današnji praksi smo pogosto pravzaprav ugotovili, da je ravno to merilo pogosto problem, ne vem, ki se je odražal in preko aneksov, slabe kvalitete izvedbe del in podobno. Nadalje, v novem redu je potrebno zagotoviti transparentno javno naročanje in sicer z pogojem uporabe sledljivosti postopkov. Ta sledljivost postopkov se je danes pogosto preko teh številnih sklenjenih aneksov popolnoma zgubila. Državni svet je posebej opozoril na vzpostavitev učinkov vzvodov izločitve neobičajno in nerealno nizkih ponudb, zlasti pa obveznost njihove temeljite preverbe in pa razmislek o smiselnosti obveznega preverjanja neobičajno nizkih ponudb na način, kot je danes uzakonjen. Nadalje, sedanja izločitev sklopov po trenutni zakonodaji, ne bom navajala členov, iz postopka oddaje javnih naročil, to so tista določila, kjer so naročila za blago in storitve limitirane pri vrednosti 80 000 evrov, pri gradnji pa je to 1 milijon evrov, je v celoti neskladna z direktivo, na to nas je opozorila tudi Komisija Evropske unije in jo je potrebno opustiti. Potem razdelitev na sklope
je sicer nevarna, pravzaprav predvsem za tistega, ki to razpisuje, vendar na drugi strani za upoštevanje realnega stanja v gospodarstvu, kakršno danes je, tu smo poslušali obrtnike recimo, pa njihove probleme, bo ravno ta možnost razdelitve na sklope v novi zakonodaji omogočala malim in srednjim podjetjem sploh dostop do izvedbe teh javnih naročil. Zato smo pa skupaj ocenili, da je ta sprememba za direktivo dobrodošla. Namreč, sicer na kakšen drug način se tu domačega gospodarstva zaščititi ne da in pri teh odprtih razpisih, kjer lahko kandidirajo vsi člani, torej vsi subjekti gospodarski iz Evropske unije, bi pogosto prišlo do tega, da mi za celovito naročilo pravzaprav sploh nimamo izvajalca, če gledamo na primer gradbeno sfero danes, ne. Potem k omejevanju korupcijskih ravnanj. Tu smo se kar dalj časa nekako zadržali in zavzeli stališče, da je treba pristopiti z učinkovitimi sredstvi, kot je to trenutno določeno v zakonu o javnem naročanju, in pa, da mora biti v novi zakonodaji tudi zakonsko opredeljen vloga pa naloga organov pregona. Smatrali smo, da bi le to lahko prispevalo k zmanjševanju korupcijskih dejanj. Nadalje, zavedati se je potrebno tudi dejstva, da ima vsaka država članica Evropske unije pod mejnimi vrednostmi 134 000 evrov za blago in pa za storitve in 5 184 000 evrov za gradnje, v primeru javnih naročil seveda, proste roke glede načina ureditve postopka oddaje javnega naročila in smo zato še posebej položili na srce, da tako rečem, Ministrstvo za javno upravo in pa vsem udeleženim v postopku priprave nove zakonodaje, da naj se tega lotijo z vso skrbnostjo in na tak način, da bo to prilagojeno naši ureditvi, našemu sistemu ter stanju v državi Sloveniji in na trgu Slovenije, ne pa prepis iz kakršnekoli zakonodaje Evropske unije. Zakaj pravzaprav takole medklic, se so samo še par sklepov in zaključkov je, zakaj smatramo, da je to pravzaprav področje javnega naročanja, pa tudi podeljevanja koncesij tako zelo pomembno. Področje javnega naročanja zato, ker, če pogledamo širše, to pomeni 4 milijarde evrov denarja na letnem nivoju za Slovenijo. 4 milijarde. Če pa pogledamo še področje koncesij, je pa to zelo, zelo pomembno zaradi tega, ker je potrebna predhodno in strateško opredeliti tako na državnem kot regionalnem nivoju, katere javne službe ali pa funkcije, da tako rečem, danes bodo poverjene v izvajanje privatnim izvajalcem, torej podjetjem, gospodarskim subjektom, katere pa ne. In zaradi tega smo bili nekoliko prizadeti pri izvajanju samega posveta, ker se strani Ministrstva za finance ni bilo preprosto sogovornika, da bi lahko enakovredno, kot smo se pogovarjali o javnih naročilih, odprli tudi vse odprta vprašanja na segmentu koncesij, ki pa so zelo pomembna in državna oblikovana pravila nekako tudi vodilo za regije oziroma občine. In zato nameravamo to področje, kot seveda tudi vse te zaključke in sklepe, posredovati tako na Ministrstvo za finance, na Ministrstvo za javno upravo, vsem prisotnim na tem posvetu, predvsem pa vsem nosilcem referatov. Posebej bi opozorila še na našo ugotovitev na tem posvetu. Smatrali smo, da je namreč ukinitev urada za javno naročilo, pa ne urada kot ofisa, ampak funkcije, ki jo je ta urad imel, da se je to definitivno izkazalo kot napaka in da je potrebno te funkcije preteklega urada smiselno unesti v izvajanje na pristojna ministrstva.
Moram povedati tudi, da je evropski poslanec dr. Šoltes še nekaj zelo pomembnega poudaril, kar tudi mi kot inštitucija, kot državni svet pogosto poudarjamo. Namreč Slovenija potrebuje strategijo razvoja države kot take in pa gospodarstva v okviru te strategije. Šoltes namreč pravi: nova zakonodaja naj bo podpora k razvojnim ciljem usmerjenega proračuna, pri čemer pa je predhodno potrebno opredeliti razvojne prioritete. Če država oziroma vlada ne bo znala tega ustrezno opredeliti prioritete, se tudi denar ne bo trošil za prave stvari. Povedano zelo enostavno. In pa še ena zadeva se mi zdi tudi, to smo tudi vse skozi mi poudarjali, in sicer spremembe, ki se bodo zgodile na tem področju, morajo tudi natančnejše opredeliti postopke vložitve zahteve za pravno varstvo. Namreč, danes je praktično to pravno varstvo zahteval vsak, ki je v postopku javnega naročanja sodeloval, pa ki na razpisu ni bil izbran. In potem se je iz enega ali drugega razloga pritožil, zato da je blokiral izvedbo javnega naročanja, gor je plačala seveda lokalna ali pa katerakoli druga skupnost, taki se je pa pritožil, je pa čakal na čudež, da bo morda pa le izbran kot izvajalec. In zato je potrebno seveda v novi zakonodaji točno opredeliti, v katerem primeru se to lahko zgodi, da iščeš pravno varstvo, tisti, ki seveda niso bili izbrani na razpisu, in kakšne so posledice oziroma konsekvence neupravičeno vloženih zahtevkov za to pravno varstvo. Ko sem že rekla, koncesij žal nismo enakovredno obravnavali, so pa ravno tako, če ne še mnogo bolj torej zahtevne in pomembne. In na področju koncesij smo izpostavili eno pomembno zadevo, in sicer, da se ne sme dopustiti dvotirno pravno varstvo, kar je v praksi danes. In sicer, danes greš lahko po zaščito v Državno revizijsko komisijo in pa po zaščito v samem upravnem postopku. To je trenutni pravni red, ki je omogočen in seveda, ki ni optimalen. Tako da, kot sem že rekla, to so ključni zaključki posveta, ki je bil mimogrede za moje pojme uspešen, ciljno naravnan in strokovno bo lahko pripomogel k boljši zakonodaji. Posredovali ga bomo na vsa pristojna ministrstva in vsem sodelujočim. Vas pa prosim seveda, da ga tudi z glasovanjem vse te zaključke podprete. Hvala lepa. Hvala lepa predsednici komisije, magistri Mariji Lah. Sedaj pa, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Če ne, odpiram razpravo, ali želijo besede državne svetnice oziroma svetniki. Izvolite. Beseda ima državni svetnik Drago Ščernjavič. Lep pozdrav. Javna naročila 90 let opozarjam, predlagam, zahtevam ali preko SSO-ja ali pa v pogajalski skupini sindikatov, ko sem z vlado na pogajanjih, pa iščemo prihranke. Do zdaj odziva ta pravega ni bilo. Na zadnji seji SSO-ja, to je bilo pred parimi meseci, ko smo obravnavali tudi rebalans proračuna Republike Slovenije, sem predlagal pač Ministrstvu za finance zelo konkretno tiste koncesije, ki jih jaz poznam, sem jim navajal in se rekel, če imajo pregled nad vsemi koncesijami in kakšna je vrednost teh koncesij in roki izteka in pogoj izvajanja koncesij. Odgovora nisem dobil. Tako da bi predlagal državnemu svetu, da naj tudi en sklep sprejme in pozove Ministrstvo za finance, vlado, da se ne naredi pregled vseh koncesij v Sloveniji, pa pogoji, kateri so dani koncesionarjem, pa vrednost teh koncesij in roki, kdaj se iztečajo. Ne bi zdaj konkretni področji navajal, eno področje bo v petek, torej, ko bomo imeli posvet okrog z Ministrstvom za kmetijstvom o gozdarstvu in nadaljnjem tlem razvoju. Na tem segmentu je tudi precej odprtih vprašanj, prav glede tega. Kar zadeva javna naročila, se spomnim, so bile številke, zdaj se malo znižalo, da je bilo od 5 milijard, zdaj 4 milijarde, javna naročila so, torej, na katerih delovnih mestih se vse izvajajo, to je zelo zanimivo. Če gledate uredbo o delovnih mestih in naprimer za javno pravo,
posebno, da bi imeli, napisano, tam je rečeno enih torej precej delovnih mest, tako uradniška, strokovno-tehnična, v javnem sektorju je 3000 delovnih mest, da je bilo posebno napisano, kdo in kaj pod katerimi pogoji lahko se uslužbenec ukvarja z javnimi naročili. Spomnim se enega podatka, pred leti je bilo 1800 javnih uslužbencev in bi tudi tlele predlagal, pozval, da bi državni svet tudi tle zahteval, da se naj ta za božjo voljo pregled naredi, pa ne zaradi pregleda, ampak zaradi sprememb. Ker javno naročilo, kdo lahko dela, pod katerimi pogoji, koliko časa in tudi, kaj je zelo pomembno, da ni v Sloveniji rotacije, naprimer nekdo se ukvarja z javnim naročilom na področju zdravstva 8-12 let, si spletajo svoje mreže, take in drugačne, ali pa v katerem drugem segmentu bi bilo, treba reči, 4 leta, 5 let, pa pod katerimi pogoji torej dela in da se jih tudi ljudi premakne iz enega segmenta na drug segment, tudi zaradi neuničljive korupcije, ki je izjemno trdoživa in se pač na prste tisti, ki na tem segmentu delajo, ne bom trdil posamezno, ampak lahko trdil na podlagi, kaj Računsko sodišče ugotavlja, kaj ugotavlja tudi, če beremo poročila MNZ-ja, kaj dela, če beremo preglede inšpekcij, skratka, kaj se tle dogaja. Skratka, da bi dobila tale ideja, posvet je bil dober, hvale vreden, ampak da bi materializirali, da bi se potem v prihodnosti neke spremembe na tem sektorju naredile. Minister za javno upravo, ki je prišel, je rekel, se je zavezal tudi koalicija njihova, kako bojo vse, torej ne vse, ampak kako si bo poskušali neke stvari urediti. Mi imamo petek, imamo ob 3 pogovor tudi glede tega segmenta, ki ga zdaj izpostavljate, ne, bom povedal, ne, pač, da so bunkeri, sam je rekel, tako trdi, tako da si ni mogel predstavljati, kako je to javno naročanje zavarovano, takole, s katerimi vsemi ukopi. In bi bilo zelo dobro, če bi tukaj se neke spremembe zgodile. Posvet je bil, pravim, če bi se naredili te pregledi, koncesije, potem, če bi se tudi naredil pregled delovnih mest in da bi se v zakonu sistemsko napisalo javni uslužbenci, ki bi bilo mesto, da naprimer posamezniki dela na tem segmentu toliko in toliko let, da se ga obvezno rotira. In bi že bil en korak naprej narejen. Toliko, hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Dragu Ščernjaviču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem prehajam na glasovanje. Torej na glasovanje dajem predlog sklepov k obravnavi zaključkov posveta javno naročanje in koncesije bomo pri implementaciji tokrat uspešnejši, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prosim prisotnost. Prisotnih je 27 državnih svetnikov, za je glasovalo 27 in nihče proti. Ugotavljam, da je predlagani sklep državni svet sprejel z 27 glasovi za in nič proti. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo na 9. točko dnevnega reda, obravnava zaključkov posveta deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, poročilo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve s predlogi zaključkov ste prejeli po elektronski pošti 16.3.2015. Predlog sklepov državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 16.3.2015. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu sklepov vložite v pisni obliki. Ali želi poročevalec Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve pojasniti stališče komisije? Izvolite, besedo ima predsednik komisije, dr. Jan Vid Golob. Kolegi svetniki, kolegice svetnice, da vas seznanim z to dejavnostjo, ki je potekala kmalu po novem letu pa naprej. Šlo je za 2 posvetovanji, o katerih boste videli kronološko, da je bilo prvo posvetovanje tisto, o katerem bo poročal kolega Binder, ki se nanaša na gospodarsko diplomacijo. Drugo posvetovanje se pa bo danes prvo predstavljeno, je bilo pa 8. januarja in se nanaša na torej deklaracijo o zunanji politiki Republike Slovenije, ki pa je šlo iz tega ven. Torej, na tem posvetu 10. februarja, on je bilo pa 8. januarja, smo se dobili v tej dvorani, med nami je bil tudi zunanji minister gospod Erjavec, pa veleposlanik Leon Marc
ki sta predstavila deklaracijo o zunanji politiki kot predhodnemu aktu pri vladni strategiji zunanje politike. Torej, tukaj se nabira neko znanje, neka stališča, ki naj bi potem prešla v tisti ključen dokument, ki bo odločilni. Razpravo se je bilo precej gostujočih, med njimi tudi kolegi iz Koroškega, močna zasedba, ki je seveda potožila, kako težko je priti do Ljubljane, če je en prelaz zaprt, drug zasnežen, tunel pa popravljajo. In seveda je bilo njihovo glavno priporočilo v okviru te naše zunanje dejavnosti, da naredimo še eno tunelsko cev. Tako da kolegi iz Koroškega so bili zelo aktivni in se ni čuditi njihovi politični aktivnosti, da zdaj tudi na volitvah dobivajo. Torej, razprava je zajela več točk, ki kot sem povedal prej, se nanašajo na blagostanje in varnost. Vsemu temu v prid je seveda nastopilo tudi vprašanje, kaj pa to zagotavlja, torej nacionalna suverenost, katera, kulturna, športna, sociološka ali tudi gospodarska. Seveda so upozorili, da sta slovenstvo ohranjala jezik in kultura in da njuno mesto ni ravno na koncu deklaracije, ampak mora biti bolj v vsebinsko močnem delu. To smo priporočili, da se to upošteva. Potem je bila razprava o tej večni zgodbi Slovenija pa Zahodni Balkan, kar benmu kaj dosti ne diši, da bi se Slovenijo omenjali v tej zvezi. Slovenijo se ne omenja kot srednjeevropsko in sredozemsko državo. In sprejeta je bila recimo teza, da smo nekako en zvezni člen med tem delom sveta, nikakor pa, da bi bili tamponski subjekt. Tako da to je ta večna razprava, kam sodimo, ampak mi smo tle kot članica Evropske unije, pa tudi NATO, pozicioniramo v Srednjo Evropo in v Sredozemlje, pa na mejo tega prostora, ki se mu reče Zahodni Balkan. Potem je nastopil v tem posvetu z pomembnim vložkom nekdanji predsednik Državnega sveta, gospod Kristan, ki je opozoril na nasledstvo Slovenije po Socialistični federativni republiki Jugoslaviji glede avstrijske državne pogodbe. To je ena zgodba, ki se že dolgo časa pojavlja v tej temi. Če ne bomo, da dokler nasledstvo ni notificirano, pristajamo na stališče, da Slovenija ni pravna naslednica Socialistične federativne republike Jugoslavije. To smo dali v delo kolegiju predsednika in morda bo besedo ali dvema predsednik omenil, kam je šla naprej ta dokumentacija in zahteva o tem ureditvi nasledstva Slovenije. Tukaj smo že načeli tudi nekatera vprašanja, ki so povezana s poročilom, ki ga bo podal gospod Binder, torej kakšni vlogi so tudi naši diplomatski predstavniki, gospodarski atašeji, v kakšni funkciji so, v kakšni funkciji bi lahko bili, da bi bili v okviru te diplomacije koristni še bolj za slovensko gospodarstvo. Tudi o tem je bilo veliko govora, da se krepi obmejno gospodarsko sodelovanje in seveda, da se jača slovenska prepoznavnost. Karl Erjavec je tudi obravnaval, kje so naši recimo strateški interesi nastajajoče močne gospodarske države, da je tja treba tudi preideti svojimi vezmi in mislim, da je bila na obisk v Azerbejdžanu sigurno že nekaj takega, kar dopušča možnost spraviti to gospodarsko povezavo iz ničelne točke. Potem je seveda bila točka, kaj je slovensko prometno infrastrukturo, ki ali nas bo usamila ali nas bo povezala. Tudi beseda ali dve so tekle o tem drugem tiru.
češ da je nacionalnega strateškega pomena, pa tudi pomemben za razvoj Luke Koper. Torej, pomemben posvet, ki je v mestu državni svet tudi v tok dogajanj zunanje politike, zahvaljujoč, bi rekel, tudi dobrim odnosom, ki jih ima vodstvo državnega sveta z vodstvom Ministrstva za zunanje zadeve. Tako da z obema sejama jaz mislim, da smo bili kar en soliden partner Ministrstvu za zunanje zadeve. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku komisije, doktorju Jan Vitu Golobu. Sedaj pa ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Odpiram razpravo, torej ali želijo besede državne svetnice oziroma svetniki? Če ne, torej prehajam na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog sklepov k obravnavi zaključkov posveta deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prosim prisotnost. Torej, prisotnih je 31 državnih svetnikov, za je glasovalo 30, proti ni bil nihče. Ugotavljam, da je predlagane sklepe državni svet sprejel z 30 glasovi za in nič proti. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je obravnava zaključkov posveta, vloga gospodarske diplomacije pri zaščiti in uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva. Poročilo Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve s predlogi zaključkov ste prijeli po elektronski pošti 16.3.2015. Predlog sklepov državnega sveta ste prav tako prijeli po elektronski pošti 16.3.2015. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu sklepov vložite v pisni obliki. Ali želi poročevalec Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve pojasniti stališče komisije? Predsednik komisije, dr. Jan Vit Golob, želite še vi dodati kako mnenje? Ja, hvala lepa. Oba posveta sta šla v organizaciji tudi Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve pri državnem svetu. Tukaj smo zaznali v naših obiskih, da so naši predstavniki za gospodarski diplomati pomemben faktor pri jačanju slovenskih gospodarskih vezi in ta obisk v Franciji je odprl to vrstno aktivnost, da smo se zavedali, da je tukaj treba na področju gospodarske diplomacije marsikaj narediti. To smo se tudi zavedali, da je gospodarska diplomacija skozi različne oblike spremlja razvoj človeštva. Takrat, ko ima tista država, ki je močnejša, seveda lahko z pozicije močnejšega tiste države, ki so v njenem subordiniranem odnosu, seveda lahko na ta način močno gospodarsko navezuje, pa je to silom ali milom, kadar ima eden večjo moč, včasih je to celo vojaška moč v zgodovini, vidimo se pač, da tiste druge države gospodarsko podredi. Tudi v pretekli državi, Jugoslaviji, sem omenil takrat v uvodu, kako je bila tista politika, ki jo je takrat država izvajala v času učinkovitega uveljavljanja neuvrščenih, je pač omogočala, da se je recimo, vsaj to sem lahko povedal tisto, kar sem sam doživljal, ko se je izvažali avione v Libijo, v Zambijo, tiste iz Mostarja, se je seveda k nam pripeljali tudi vse mogoče pilote v učni proces in na tak način je pač politika uveljavljala moč gospodarstvu. In ne nazadnje, to pa moram kolegom svetnikom povedati, ko sem spremljal delo češkega veleposlanika v Sloveniji, gospoda Vozlice, takrat je Čehi so kupovali pri nas vse od papirnice v Krškem, pa potem Litostroja, pa Radenske, pa še tamle Sava Krajn in sem spremljal njegovo dogajanje, ko sem ga pa vprašal, a bi vi investirali v tovarno sladkorja v Ormožu, torej da bi išli v eno greenfield investicijo, ne samo nakup naših uspešnih tovarn, je pa zadeva začela malo škripati.
pa je rekel, jaz sem diplomat, jaz se ne morem pravzaprav v take stvari vtikvati, ampak vam povem, prepričan sem, da je vedel za vsako trafiko v Sloveniji, koliko je kje vredna. Torej, ko bo prišel nazaj na Češko, se bojo njegovo delo v Sloveniji z vidika gospodarskega diplomata ocenili z odlično. Kajti češka zgodba v Sloveniji v preteklih 4 letih je bila zelo uspešna. Ostalo pa prepuščam gospodu Binderju. Hvala lepa. Hvala lepa predsedniku komisije, dr. Janu Vitu Golobu. Sedaj pa ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin? Odpiram razpravo, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Besedo predajam podpredsedniku magistru Stojanu Binderju, ki je tudi vodil posvet vloga gospodarske diplomacije pri zaščiti in uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Torej, spoštovane kolegice in kolegi, naš kolega predsednik Komisije za mednarodne zadeve oziroma za mednarodne odnose in evropske zadeve, kolega Jan Vit Golob, je dal osnovne iztočnice in zaključke tega posveta. Dovolite mi pa, da meni pa kot gospodarstveniku pa da podam morda nekaj poudarkov, ki so imanentni gospodarski sredini in gospodarskim interesom. Če je že kolega Jan Vit Golob pomenil češkega veleposlanika, je pa name naredil pomemben vtis veleposlanik Republike Francije, gospod Murje, ki je opisal pravzaprav, kako Francija funkcionira na tem področju. Torej, nedvomno gre za eno izjemno močno in uspešno državo, gospodarsko družbo, ki je morda v prvih 5 najmočnejših na svetu, zanesljivo pa med prvimi 10 najmočnejšimi v svetu, ampak iz njegovega govora se da jasno razbrati, da je pomemben ali pa morda celo najpomembnejši del aktivnosti veleposlaništva v Sloveniji zaščita gospodarstva države Francoske republike, pa naj si bo to za jačanje moči gospodarskih subjektov v sami Franciji ali gospodarskih subjektov, ki funkcionirajo v Sloveniji, in pa seveda interes tudi za vlaganje tujih subjektov v sami Francoski republiki. Torej, moram reči, da če upoštevamo njegovo velikost in pomen Francije v svetu, si lahko predstavljam, kaj lahko ena taka država, kot je Francija, tudi na gospodarskem, diplomatskem področju napravi. Glejte, Slovenija je številčno majhna država in je članica Evropske unije, zato kot taka prav gotovo ne more imeti prevladujoč položaj na področju kreiranja, bi rekel, zunanje politike te skupnosti, niti pri samemu izvajanju te diplomacije mednarodne. Kot majhna, številčno majhna država z 2-milijonskim prebivalstvom, seveda moram povedati, da tudi naša podjetja, ki so kolikor toliko normalna, ne morejo funkcionirati na tem zaprtem slovenskem trgu, ampak se morajo odpirati v svet, zato je še kako pomembno, da je Slovenija kot država tako odprta in je vključena v vse te mednarodne tokove. Lahko si predstavljate, kako bi funkcionirala neka Krka, nek Gorenje, nek Lek, nek Iskra in tako naprej, če bi se osredotočila na funkcioniranje v samem slovenskem prostoru, kar pomeni brez enostavno široko zastavljene in razvejanje gospodarske politike, ki pomembno presega slovensko območje, ni nikakršnih možnosti, da bo Slovenija gospodarsko prosperirala. O pomenu politične diplomacije ne gre dvomiti. Je pa se stališča interesov slovenskega gospodarstva slovenska gospodarska diplomacija ključno vsebinsko dopolnilo k politični diplomaciji. Torej, to so spoznale tudi pomembnejše, večje in vplivnejše države, tako v Evropski uniji, kot tudi širše. Prej sem govoril konkretno o primeru Francoske republike. Dinamična rast bruto družbenega produkta ter s tem rast družbenega in osebnega standarda Slovenije in slovenskega prebivalstva je temeljni cilj naše vlade. Delovanje slovenske diplomacije mora biti zato prilagojeno prioritetam in interesom naše države. Če se spomnite, v lanskem letu v jeseni smo gospodarstveniki organizirali 9. vrh slovenskega gospodarstva in izpostavilo 4 temeljne probleme, ki jih mora slovenska politika nameniti posebno pozornost. In sicer pod A, funkcioniranje pravne države, pod B, izboljšanje poslovnega okolja, pod C, nov razvojni zagon in pod D, odločna podpora izvozu. Ravno na področju podpore
izvozu pa gospodarstveniki pričakujemo več podpore in pomoči strani gospodarske diplomacije. Naj omenim vsaj dve področji, kjer so gospodarstveniki nemočni, pa je izjemnega pomena za prosperiteto in razvoj slovenskega gospodarstva. Prvo je vizumska politika, pridobivanje vizumov. To je bilo že velikokrat izpostavljeno, ta problem, tako v gospodarskih krogih, kot tudi v drugih širših, tudi političnih krogih. Sami veste, da je Bližnji vzhod, Srednji vzhod in pa tudi Daljni vzhod izjemnega pomena s stališča širjenja naše trgovine, našega biznisa. Pridobivanje teh vizumov s strani zainteresiranih gospodarstvenikov, pa tudi turistov, je pa izjemno oteženo, kajti z mnogoterimi državami nimamo vzpostavljenih takšnih odnosov, da bi lahko te vizume pridobivali s pomočjo oziroma v podpori naše države oziroma naših veleposlaništev, ampak se morajo pač obračati na nekatere druge države, s katerimi imamo mi sklenjene takšne sporazume, da je to možno. Skratka, vizumska politika je izjemen problem v tem trenutku, ki ga zaznava gospodarstvo in je seveda bil poseben apel in posebna tema na tem našem posvetu. In pa druga tema je vprašanje poslovanja z vzhodnoevropskimi državami, v zadnjem času predvsem z Rusijo. Sami vemo, kakšne odnose imamo z rusko državo, vemo tudi, v kakšni situaciji se je danes znašla Rusija v konfliktu z Ukrajino in kako se je seveda Evropska unija in pa tudi Amerika polarizirala in, kako bi rekel, obravnava ta konflikt in imamo seveda zaradi tega, ker smo pač Slovenci, slovenska podjetja izjemno močno vpeta v gospodarstvo v sami Ruski republiki, izredne velike probleme, kar bo nedvomno vplivalo tudi na naše življenje in na naše težave pri samem poslovanju. Skratka, potencialni sredstva, s katerim razpolaga Ministrstvo za zunanje zadeve, naj se po mojem mnenju v večji meri nameni utrjevanju gospodarskih vezi med Slovenijo in drugimi državami, predvsem izven območja Evropske unije, saj bi s tem Slovenija kot celota to največ pridobila. Jačala se bo gospodarska moč države, s tem pa tudi vpliv in njen položaj v Evropski uniji in šire. Na splošno bi povedal, da je ta posvet bil dobro obiskan, da smo imeli zelo elitne goste, ki so se aktivno vključili, posebej bi pa izpostavil gospoda Erjavca kot ministra za zunanje zadeve in gospoda Počivalška kot ministra za gospodarstvo in tehnološki razvoj. Sodelovali so tudi predstavniki gospodarske zbornice, skratka, bila je polna dvorana, sej bom rekel v krepki prvi polovici tega posveta in mnogo kaj je bilo povedano in mnogo, bi rekel, sugestij in dobrih nasvetov je bilo ob tej razpravi dano. Tako da jaz osebno moram povedati, da sem bil kot gospodarstvenik s tem posvetom zelo zadovoljen in upam, da če se bo vsaj malo teh idej in teh razmišljanj prijelo na ministrstvu, torej akterjem na Ministrstvu za zunanje zadeve, se bodo določene stvari začele premikati intenzivneje v pozitivno smer, v dobrobit gospodarstva, s tem pa seveda tudi v dobrobit države Slovenije, kot tudi njenega prebivalstva. Hvala lepa. Podpredsedniku Državnega sveta magistru Stojanu Binderju. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog sklepov k obravnavi zaključkov posveta, vloga gospodarske diplomacije pri zaščiti in uveljavljanju interesov slovenskega gospodarstva, kot ste ga prejeli po elektronski pošti. Najprej prosim za prisotnost. Torej, prisotnih je 30 državnih svetnikov, za je glasovalo 30 in nihče proti. Ugotavljam, da je predlagane sklepe državni svet sprejel z 30 glasovi za in nobenim proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda, ki smo jo prej izpustili. To je pobuda in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. Torej, po elektronski pošti 17.3.2015 ste prejeli pobudo državnega svetnika Uroša Brežana za dopolnitev predloga uredbe o uporabi sredstev Evropske kohezijske politike Republike Slovenije v obdobju 2014-2020. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 17.3.2015. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Nažalost je moral oditi. Ali želi kdo razpravljati o tem? Če ne, potem predlagam,
da Državni svet sprejme naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Uroša Brežana in predlaga službi vlade Republike Slovenije, da pobudo prouči in na njo odgovori. Najprej prosim za prisotnost. Torej, prisotnih je 30 državnih svetnikov, za je glasovalo 29 in nihče proti. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 29 glasovi za in z nobenim proti. Po elektronski pošti 16.3.2015 ste prejeli vprašanje državnega svetnika Draga Ščernaviča glede razreševanja nepravilnosti v ekoskladu. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 16.3.2015. Ali želi predlagatelj vprašanj podati kratko obrazložitev? Gospod Ščernavič? Samo malo. Gospod Ščernavič, želite dati kratko obrazložitev? Ja, vi imate pobudo, zdaj vas vprašam, če želite obrazložiti. Prosim, če želite, bom takoj. Spoštovani, moram pač reči, drugih mehanizmov poti ni, kot je danes tale. Zato, da tiste, ki to so zakuhali, da se malo premaknejo v smislu reševanja problemov. Če bi to, kar je bilo prijavljeno, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za finance, Inšpektorat za delo, Inšpektorat za javni sektor, Komisijo za preprečevanje korupcije, vse to delovalo, jaz danes tle ne bi stal. Tako da me pa malo sicer čudi tare pobuda gospoda Ozimiča, da ne bi tole umaknil, da gre stališče interesne, da ne umaknem, da gre za vrednostno sodbo in tožbe. Ne gre za vrednostno sodbo in tožbe, gre za denar, sredstva. In ta denar, sredstva so, če nekdo da nekomu 8.000 evrov odpravnine, če nekdo, in za to so številke, če nekdo da nekaj 1000 evrov v eni škofjeloški mesnini za reprezentanco, torej je račun dokaz in kdo je tudi tisto meso odnesel. Če nekdo potem zahteva vračilo denarja v okolju, če nekdo ima najeto močno odvetniško pisarno, ki dost stane in se izvaja, bi rekel, pritiske nad zaposlenimi, pač in kljub vsem opozorilom, kljub vsem prijavam se nič ni zgodilo. To ne gre za vrednostne sodbe, gre za dejanja in za materializacijo nekaterih interesov in pač dajem tole torej kot neko upanje, da bi se, če bomo, pa tudi če ne bo sprejeto, bomo eno drugo pot obrali, če bo pa sprejeto, pa pričakujem, da bodo ti instituti, mehanizmi odgovorili. Vse na to, kar že precej časa se opozarja. Razmere so kritične, eklatantno kritične in je nespremljivo, da bi zaposleni in tudi zlasti še pa člani sindikata za svoja opozorila nosili na svojem hrbtu vso to breme v košu in potem, bi rekel, izvajanje moči, če hočete, in pa pritiskov šefa nad zaposlenimi. In dokler bom torej pač v sindikatu, tako kot sem, tega ne bomo dovolili, bomo pa vladi, če bo tako dali človek, pa torej to povem, imamo še kjerakoli agencija, še ne druge na tapeti, vladi smo neformalno že predlagali, pa ukinite te agencije, pa dajte not v ministrstva, kot direktorate, kot službe, boste se teh problemov rešili, krati pa imeli tudi večji nadzor in pregled, kaj se dela in kako se dela. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Dragu Ščernaviču. Predvidevam, da gospod Ozimič želi pojasniti stališče interesne skupine lokalnih interesov. Izvolite. V imenu, pravzaprav soglasnem imenu interesne skupine v zvezi z tem stališčem, ki ga je sprejela in ki ste ga sprejeli na klop, ne v mojem, ni to moje vprašanje, se pa seveda z njim strinjam. Bi pojasnil tole, to ni zdaj nasprotovanje dajanju vprašanja ali čemorkoli, tudi ni nasprotovanje namenu, da se nekaj po tej plati vpraša ali kako, ampak v obrazložitvi in v tem je po prepoznanju in razpravi v naši interesni skupini preveč vrednostnih sodb, za katere mi nimamo nobenega dokaza, da to tako je. In če je zdaj sindikat
in podpira pač svoje člane napram nekemu vodstvu in je to neki konflikt, potem ne moremo mi soditi, kdo ima prav in v tem smislu ukrepati, pač terjati neko ukrepanje. Zelo jasno piše, naj se pač umakne in tako opredeli, da ne bo teh vrednostnih sodb v tekstu. Vprašanja pa so še vedno lahko verjetno takšna, kot so. Zdaj, to tudi ni nič drugega, če to pač predlagatelj prav imenuje, bo naredil, kar bo pač naredil v zvezi s tem, svetniki, ki pa se s tem ne strinjajo, ker to pa postane v končni fazi vprašanje Državnega sveta in vseh nas, da tudi se z tem obrazložitvom in načinom in kako je postavljeno strinjamo. Torej, ni to nasprotovanje ali imenovanje ali kakorkoli branje nekogarkoli, ampak samo nasprotovanje formi in načinu, v katerem je to predloženo. Hvala. Hvala lepa gospodu državnemu svetniku Miljanu Ozimiču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in dajem na glasovanje sklep, ki se glasi: Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča in predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za okolje in prostor, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za finance, Inšpektoratu za delo in Inšpektoratu za javni sektor, da vprašanje proučijo in nanje odgovorijo. Najprej prisotnost. Torej, prisotnih je 31 državnih svetnikov, 12 je glasovalo za in 16 proti. Ugotavljam, da državni svet predlagani sklep ni sprejel z 16 glasovi proti in 12 za. Po elektronski pošti 17.3.2015 ste prijeli vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka glede sej občinskih svetov in začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prijeli po elektronski pošti 17.3.2015. Ali želi besedo predlagatelj vprašanj podati kratko obrazložitev? Ne. Želi imeti kdo besedo? Če ne, potem predlagam naslednji sklep. Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Branka Šumenjaka in predlaga Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za notranje zadeve, da vprašanje proučita in njanjo odgovorita. Naprej prisotnost. Torej, prisotnih je 29 državnih svetnikov, za je glasovalo 28 in nihče proti. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 28 glasovi za in nič proti. Po elektronski pošti 17.3.2015 ste prijeli vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča glede avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, SP-jev, DOO-jev in tržne dejavnosti v javnem sektorju. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prijeli po elektronski pošti 17.3.2015. Ali želi predlagatelj vprašanj podati kratko obrazložitev? Gospod Ščernjavič? Želi kdo imeti besedo? Če ne, potem predlagam naslednji sklep. Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Draga Ščernjaviča in predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanje prouči in nanj odgovori. Najprej prisotnost. Prisotnih je 32 državnih svetnikov, za je glasovalo 24 in proti 2. Ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 24 glasovi za in 2 proti. Po elektronski pošti 17.3.2015 ste prejeli pobudo državnega svetnika Branka Šumenjaka glede izvajanja slovenske himne pred plenarnimi sejami v parlamentu. Predlog sklepa državnega sveta ste prav tako prejeli po elektronski pošti 17.3.2015. Ali želi predlagatelj pobude podati kratko obrazložitev? Ne. Želi kdo razpravljati? Če ne, potem predlagam, da sprejmemo naslednji sklep. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Branka Šumenjaka in predlaga vodstvu državnega sveta in državnemu zboru, da pobudo proučita in njanjo odgovorita. Najprej prisotnost. Torej, prisotnih je 30 državnih svetnikov, za je glasovalo 22, proti 5.
S tem ugotavljam, da je državni svet predlagani sklep sprejel z 22 glasovi za in 5 proti. Namreč imam še odgovore, ki jih moram prebrati, se opravičujem. Torej, po elektronski pošti 26.2.2015 ste prejeli odgovor Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti na pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s programi javnih del v letu 2015. Po elektronski pošti 3.3.2015 ste prejeli odgovor Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na zahtevo državne svetnice magistre Darje Kuzmanič-Korva za dopolnitev odgovora na vprašanje glede zapiranja enote dnevnega centra Šent Metlika in zagotavljanja sredstev za izvajanje načrtov in obravnave v skupnosti. Po elektronski pošti 13.3.2015 ste prejeli odgovor Onkološkega inštituta Ljubljana na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata magistra glede širitve programa DORA na Goriško. Za vprašanje, na katere po preteku 30. dnevnega roka še nismo prejeli odgovorov, bomo poslali urgence na pristojna ministrstva oziroma organe. S tem zaključujemo to točko pobudo in vprašanja državnih svetnic in svetnikov. In se vam seveda zahvaljujem za vašo potrpežljivost in prisotnost. Hvala lepa, zaključujemo sejo. Naslednja seja bo predvidoma 15. aprila 2015. Hvala lepa. Seja je bila zaključena ob 15:00.